Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni. Smo v velikem tednu, dokončali smo počasi postni čas in tudi naša postna razmišljanja. Danes smo pri zadnji, največji, najpomembnejši kreposti ljubezni. A ne pravi apostol Pavel, za zdaj pa ostanejo, se pravi, v tem življenju vera, upanje, ljubezen, to troje. A največja od teh je ljubezen. Ljubezen je seveda zelo znana, toliko se o njej govori in poje in venda. Če bi rekli, kaj ljubezen je, bi bil v zadregi. Vsekakor je to močno čustvo všečnosti, naklonjenosti ter želje po bližini in združitvi z ljubljeno osebo. V pravem pomenu besede, ljubezen se nanaša vedno na neko osebo, na nekoga. Vse druge stvari, ki jih imamo radi, so samo prispodobe. Razlikujejo več vrst ljubezni. Je prijateljska ljubezen, ljubezen do bližnjih, tudi bratska in sestrinska ljubezen, pa starševska ljubezen do otrok in ljubezen otrok do staršev, pa je ljubezen, erotična ljubezen med možem in ženo, med moškim in žensko, pa je tudi ljubezen do samega sebe, in ne nazadnje tudi ljubezen do Boga. Čeprav si ljubezni vsi želimo, smo v njej še pravzaprav zelo nepismeni. Kajti najboljši in najvišji učitelj ljubezni je Bog sam, ki nas uči ljubezni po svojem Sinu Jezusu Kristusu. V resnici Bog ne ljubi, ampak je ena sama ljubezen. Mi ljudje nismo to. Mi ljubimo, pa tudi se jezimo, pa včasih tudi sovražimo, smo nevošljivi in tako naprej. Skratka, ta čustvena stanja se menjavajo in včasih imamo tudi koga radi. Ampak Bog je pa ena sama ljubezen, in ne more drugače, kakor ljubiti, tako kakor sonce ne more drugače, kakor sijati. In to je bistvo naše vere. Za vsem našim življenjem, za vse, kar je, stoji ena sama velika Božja ljubezen. In kot pravi Janez v svojem pismu, mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas in verujemo vanjo. V bistvu je v tem vsa vsebina naše vere. Spoznali smo Božjo ljubezen in vanjo verujemo. Kajti samo ljubezen je vredna, da se veruje vanjo in da se ji veruje. Boga kot ljubezen nam je razodel Jezus Kristus. In zato je tudi razumljivo, da je edina zapoved, ki pa pravzaprav sploh ni zapoved v običajnem pomenu besede, edino življenjsko vodilo za nas kristjane, zapoved ljubezni. Ljubi Gospoda svojega Boga in svojega bližnjega. To, kar uči Sveto pismo, mnogi pred in zunaj Svetega pisma niso spoznali v tej čistosti in v tej jasnosti. Grki so imeli celo 3 besede za ljubezen. Eros, filija in agape. Največkrat postavljamo vsak sebi eros in pa agape. Misleci, filozofi, modrijani pravijo,
da je Eros sin revščine in bogatstva. Oče Erosa je obilje in njegova mati je revščina. Ker je torej sin Porosa in Penije, se pravi revščine in obilja, je Erosa doletela takšna usoda, da je vedno ubog, je vedno v pomanjkanju in zato išče, da bi kaj dobil, to, kar potrebuje. V bistvu je to Eros. V Erosu je središče jaz. V Erosu vedno nekoga potrebujem, v Erosu je v ospredju moja potreba, moja sreča, moja celovitost. Ni nujno, da gre pri Erosu vedno to, kar danes pomeni Eros, erotiko. To je lahko tudi vsako drugo poželenje, lahko tudi po zelo duhovnih dobrinah, ki pa so vendarle v funkciji moje dopolnitve in moje osrečitve. V okviru Erosa je zato tudi drugi vedno v nevarnosti, da iz njega naredim sredstvo zase. To se lahko zgodi na zelo prefinjen in izbran, celo neopazen način. Značilen primer za to je recimo toliko opevana materinska ljubezen, ki je lahko zelo čista in zelo lepa, ki pa je lahko tudi zelo polaščujoča in zelo sporna in dvomljiva. Temu stoji nasproti ljubezen, ki jo Svetopismo imenuje agape. In samo Svetopismo Nove zaveze v tem resnično dosledno razmišlja. Kajti to je ime, ki ga Svetopismo uporablja za ljubezen, ki jo ima Bog do nas. Ta ljubezen pa ne izhaja iz pomanjkljivosti, ko nečesa nimam, pa potem hrepenim po svoji dopolnitvi, hrepenim po tem, da bi si odpomogel svojim potrebam in svojim željam. V ljubezni kot agape drugi ni sredstvo za mojo izpopolnitev, ampak je sam sebi svoj cilj, ga spoštujem in cenim v njem samem. Pri ljubezni kot agape je v ospredju spoštovanje. Brez spoštovanja ni pravih medčloveških odnosov in če se v sodobnem svetu o spoštovanju malo govori in ga velikokrat neupravičeno zamenjujejo za čaščenje in družbeno čistlanje, pomeni samo to, kako je težko doumeti bistvo resnične ljubezni, ki zasluži to ime. V ljubezni ni konkurence. Zato se tudi ljubezen do Boga in do bližnjega ne izključujeta, si ne nasprotujeta. Bog tudi ni ljubosumen na naše soljudi, ki jih imamo radi. Če jih le imamo tako radi, kakor nas vse ima rad on, požrtvovalno in darujoče. Zato tudi ne pravi, ljubite mene, kakor jaz ljubim vas, ampak pravi, ljubite se med seboj, kakor vas imam rad jaz. Žrtvujte se drug za drugega, kakor se jaz žrtvujem za vas. Zrela ljubezen se tudi ne izogiba in ne beži pred preskušnjami in trpljenjem. Kot je tako lepo rekel Srečko Kosovel, veliko moraš pretrpeti, da to spoznanje pridobiš. Kdor hoče ljubiti, živeti, ta mora poljubiti križ. Šele v trpljenju, v preizkušnjah se pokaže, ali je naša ljubezen resnična in iskrena. Prava ljubezen kot agape ima naslednje značilnosti. Torej, ne izhaja iz pomanjkanja in potreb, ampak iz želje po drugem, da ne da bi hotel drugega sebi podrediti, zase porabiti, temveč ga ohraniti in se mu darovati, njega obdarovati.
Izhaja torej drugič iz notranjega bogatstva, ne zato, da bi se z drugim okoristil, ampak da bi drugega obdaril. Vključuje spoštovanje do drugega, hoče mu omogočiti njegov lastni razcvet, njegovo srečo, ne pa svoj načrt z njim ali pa svoj interes. Ljubezen drugemu služi, ne pa gospoduje. Predvsem pa je ljubezen brezpogojna in zastonjska. To se pravi, nič ne pričakuje kot plačilo zase. To se najlepše vidi pri Bogu. Bog nas sprejema in ima rad takšne, kakršni smo. Bog nas nima rad, ker smo mi dobri, lepi, prijetni, kakorkoli že vredni ljubezni. Ampak smo mi dobri, ker nas ima Bog rad. Ljubezen je tudi potrpežljiva, potrpljiva. Bog z nami potrpi in pričakuje, da tudi mi potrpimo z drugimi, kajti da bi tudi mi bili kakor sonce, ki ne more ne sijati. Ljubezen je razsipna, je radodarna, ker je brezpogojna, ker se ne sprašuje, kaj je nujno potrebno, zato daje, kolikor more. Kaj je nujno potrebno in česar ni več treba, to terja pravičnost in v primeru omanjkanja zahteva kazen in povračilo. Kdor pa ljubi, naredi, kar more, ne samo kar mora. Kar more, to mož je storiti dolžan, pravi Gregorčič. Z tega zornega kota je torej tudi ljubezen tista, ki vedno odpušča. Ne samo 7-krat, ampak tudi 70-krat, 7-krat, neomejeno, ker ne more ne ljubiti. Se ne maščuje, ne vrača hudega s hudim. In ko vse to daje, ko se vse to razdaja, je srečna, je vesela in v svojem darovanju se ljubeči človek ne smili samemu sebi, ampak je srečen, če lahko za koga kaj naredi. To obhajamo ravno sedaj v velikem tednu, še posebej, ko gledamo Gospoda Jezusa Kristusa, kaj vse je storil za nas. Ne kar mora, ampak kar je lahko, šel je do konca. In zato vam, dragi prijatelji, spoštovane gledalke in dragi gledalci, želim res blagoslovljene velikonočne praznike.